lahko bi poskušal kupovati glasove. Pogajanja so potekala cele dneve in cele noči. Nekaj takih nespodobnih ali pa neprimernih pripomb v smislu dolžine mandata, ki bo enak dolžini mojih kril. Govori se, da Zoran Janković ponuja velike denarje za 2 glasove. Če so do mene neiskreni, naj ne pričakujejo, da bom z njimi sedela in izgubljala njihov in pa seveda tudi moj čas. Je bilo veliko tega medsebojnega nezaupanja. Novega predsednika vlade imamo, Janeza Janšo. Vlado še čakamo. V samostojni Sloveniji je doslej državo vodilo 15 vlad z 10 premierji. Kako so nastajale vlade? Kdo je koga razočaral, izigral? Kje se je najbolj zapletalo pri sestavljanju koalicijskih pogodb in katerim vladam ni uspelo zdržati do konca? Stiski rok, nasmehi. Tako je bilo konec marca pred kamero, ko je predsednica države Nataša Pirc Musar začela z neformalnim tipanjem terena. Kdo je in kdo ni v igri za mandatarja, je pozneje govorila še z vodji poslanskih skupin. Kdo ni bil iskren, kdo je imel figo v žepu? No, verjetno ne pričakujete, da vam bom razkrila zakulisje pogovorov, ki vendarle potekajo na podlagi zaupanja med vodji poslanskih skupin in menoj kot predsednico. Njena odločitev je padla konec aprila. Zaključujem posvete o kandidatu za predsednika prihodnje vlade. In to brez predlaganega mandatarja. Komunajzerka. Jo je žalil na socialnem omrežju Žan Mahnič iz SDS. Se je predsednica s tem, ko kocka z njene strani ni padla, izognila ali pa celo odpovedala pomembni vlogi, ki jo daje ustava? Nisem se nič izognila, jaz sem svoje razloge povedala. Jaz po teh posvetih nisem imela 46 glasov in relativni zmagovalec volitev mi je dal soglasja. Bi bila pa še možnost počakati do izteka tega 30-dnevnega roka? Lahko bi, ampak zakaj? Zakaj? Odločitev je v meni bila jasna, jaz lahko ure in ure sedim z vodji poslanskih skupin, ampak če so do mene neiskreni, naj ne pričakujejo, da bom z njimi sedela in izgubljala njihov in pa seveda tudi moj čas. Si je pa želela, poudarja, ne le enobarvne koalicije. Da je kaj takega mogoče, je že pred leti dokazal Janez Drnovšek, politik znan po združevanju levice in desnice. V vseh 4 vladah, ki jih je vodil, je bila v koaliciji SLS. Jaz mislim, da je bil trd pogajalec. Drnovšek je bil izrazito racionalna oseba, ki ni imel kakšnih hudih ideoloških obremenitev in je želel imeti kvalitetno vlado, učinkovito vlado in na koncu smo skupaj ocenili, ali je kompromis možen. Nemogoče je katerokoli koalicijsko pogodbo narediti brez kompromisov. Pravi Anton Rob, ki ni le sedel za mizo, ko se je LDS pogajala, kdo bo v vladi na Gregorčičevi, to je bilo v času Drnovška, ampak je bil pozneje tudi predsednik vlade. Kaj pa recimo to za kulisje pogajanj? So bila tudi pogajanja, ne vem, po noči, veliko telefonskih klicev? Ja, to je normalno, to je sestavni del. Pogajanja so potekala cele dneve in cele noči, od stavka do stavka. In na koncu smo prišli do rezultata. Redko beseden pa je Rob o tem, kar se je dogajalo za vrati. So bili vmes tudi prepiri? No, mislim, niso bili prepiri, so bile jasno, da so bile dvignjene besede, bile so strastne besede. Jasno, vsak se je zavzemal za tisto, v kar je verjel. Pa si kdo razjezil? Ja, seveda, da me je tudi marsikdo razjezil, vendar ga ne bom omenjal, da ga jaz ne bi zdaj razjezil. Nekaterim se je zataknilo že na začetku. Preštevanje glasov, mrzlično iskanje prestopnikov. Drnovšku je leta 1997 pomagal do izvolitve za predsednika vlade znameniti prestopnik Ciril Pucko iz SKD, Andreju Bajuku pa leta 2000, in to na 3. glasovanju, Polonca Dobrajc iz SNS in Eda Okretič Salmič iz Desusa. O prestopniku se je ugibalo tudi, ko je postal veliki zmagovalec predčasnih volitev leta 2011 s pozitivno Slovenijo Zoran Janković. Takrat me je gospa Ljubljana Novak podučila, da treba šteti do 46. In v razpravi v parlamentu, preden prvega glasovanja, je razlagala
Govori se, da Zoran Janković ponuja velike denarje za 2 glasova. Jaz sem imel v koaliciji 44 glasov, ne, in govorijo o velikih cifrah, ne, milijonskih, ne. In kako resno je Janković iskal prestopnika? Bili so pogovori, tudi z enim sem jaz sedel, ampak tako sedel, da smo bili v Slonu, v kavarni, se prav pred vsemi, ne, ker ne vidim, kaj je problem, ne, če nekdo pač reče, tiskate poišče, pa s tabo govori, pa reče, imam tak in take predloge. Poslanec Državljanske liste Gregorja Viranta, Ivan Vogrin, je sicer govorice o prestopu Pozitivno Slovenijo označil za špekulacijo. Ne le, da Jankoviću ni uspelo najti prestopnika, glasovanje za mandatarja se je zanj končalo še bolj grenko. Od pričakovanih 44 glasov je zanj glasovalo 42 poslancev, torej 2 manj. Izigravanje dogovora, pravi danes Janković. Ne bi bila imena eden iz SD, drugi iz Desusa. Razočaranje takrat ni skrival niti predsednik države Danilo Türk, ki ga je predlagal za mandatarja. Videli smo veliko preigravanja, videli smo ravnanje, ki bi ga lahko opisali kot politični dribling, ne pa kot resno in dobro pripravljeno odločanje. Türk in Janković pa sta imela še pogovore. On je to ponudil, jaz sem odklonil, ker nisem hotel, da mu dvakrat isto ponovijo, ker predsednika Türka izjemno spoštujem, ne, že to, da me je prvič predlagal, je bila velika čast. Mandatar je pozneje, na predlog poslancev in ne Türka, postal Janez Janša. O nezaupanju kot nekdanji predsednik države govori tudi Milan Kučan. Izpostavlja čas, ko je za mandatarja predlagal Janeza Drnovška. Posveti so seveda bili, ker je le bilo potrebno preveriti, ali je predpostavka, da ne bo težav za sestavljanje vlade točna ali ne. Ampak že takrat poslance ene od takratnih strank, opozicijskih, seveda niso povedali svojega stališča in so rekli, da bodo to sporočali šele kasneje in da pravzaprav ne vidijo razloga, zakaj bi pri predsedniku, torej pravi pri meni, povedali, kako se bodo opredelili. Za razliko od Jankovića pa je bilo glasovanje za Marjana Šarca leta 2018 pozitivno presenečenje. Za je glasovalo 55 poslank in poslancev, proti je glasovalo 31 poslank in poslancev. Šarec je dobil tako en glas več, kot je pričakoval. Je moral en glas biti še izven obeh manjšincev ali pa te koalicije takrat. Pa se ne ve, kdo je bil to? Ne, še danes ne vemo, kdo bi ta glas bil. Še danes je to tajni prestopnik. Po Šarcu sprva ni kazalo dobro. Ne le za desne, kot mandatar ni bil sprejemljiv niti za vse na levi sredini. Spomnim se Dušana Kumra, nekdanjega generalnega sekretarja SD, ki je rekel, da bi bila Alenka Bratušek odlična mandatarka. Na levi sredini nikoli nihče ni dovolj dober. Zame so itak govorili, ja, saj to je samo en župan, saj to ni nič, ne. Predsedniške volitve, ja, to je dobil sicer, ampak ja, ne, na desni se ve. Tam je Janez Janša. Njegova stranka LMŠ je na predčasnih volitvah dobila 13 poslancev. Zmagovalka volitev leta 2018 pa je bila SDS. Takratni predsednik države Borut Pahor je mandatarstvo najprej ponudil Janezu Janši. Ker pa ga ta ni sprejel, je prišel na vrsto Šarec. Pregovarjanja, pogajanja, iskanje kompromisov, pa politično barantanje za ministrske stolčke. Oblikovanje vlad je težko delo. Alenka Bratušek se ga je lotila kot prva in doslej edina ženska v zgodovini samostojne Slovenije. Pa se kdo zaradi tega mogoče manj resno jemal? Ne, so pa na drugi strani, bom rekla, pa imeli nekaj takih nespodobnih ali pa neprimernih pripomb v smislu dolžine mandata, ki bo enak dolžini mojih kril. Bolj kot ministrski položaj pa je bila takrat, se spominja, v ospredju pogajanj vsebina. Se pravi, niste bili takrat deležni kakšnega izsiljevanja, recimo glede položajev? Absolutno ne. To smo se res dogovorili pravzaprav najhitreje. Je bilo pa več pogovorov in dogovorov, denimo o davkih. Dvig davka na dodano vrednost v primerjavi z zniževanjem socialnih pravic. Tukaj je bilo v bistvu, bom rekla, predvsem za takrat stranko gospoda Viranta največ
debate. Njen naslednik Miro Cerar pa je postal premijer leta 2014 kot novinec v politiki. Ste imeli težave zaradi tega, ker ste bili politično neizkušeni? Politična neizkušenost ni bila kakšen hud problem. Prvič zato, ker smo na volitvah dosegli zelo dober rezultat in sestava koalicije sama po sebi ni bila tako velik napor. Celo nasprotno, ko smo sestavljali koalicijski sporazum, smo bili zelo močni vsebinsko, že prej smo imeli ogromno diskusij. Seveda pa potem, ko je enkrat bila vlada oblikovana, so se pa začele te začetniške težave, ko se je bilo treba privajati tako ministri kot jaz sam in tako dalje na novo delo. Veliko novincev pa je bilo tudi v njegovi novo ustanovljeni stranki. Smo se morali še dodatno dobivati tudi dostikrat za vikende, sploh tisti glavni odločevalci v parlamentu znotraj vlade in drugod, da smo se usklajevali, da smo izmenjali izkušnje. Cerarjev znani slogan takrat je bil Slovenecem, ne jamram, iščem rešitve. Ste imeli takrat veliko svetovalcev? Kot predsednik vlade sem imel seveda ljudi v stranki, v vrhu stranke, s katerimi sem se pogosto posvetoval, in pa normalno svetovalce, kot jih ima vsak predsednik vlade za različna področja v svojem kabinetu in širše, tako da tu bi rekel, nisem kaj dosti odstopal, verjetno od drugih premijerjev. Najhitreje do vlade po volitvah uspelo priti Lojzetu Peterletu. Od volitev leta 1990 do potrditve vlade v takratni skupščini je potreboval 34 dni. V 40 dneh je prišel do vlade leta 1992 Janez Drnovšek, ki pa je za sestavo četrte vlade potreboval največ časa, 109 dni. Približno toliko oziroma 102 dneva je vlado sestavljal Marjan Šarec. Mukotrpno delo, pravi danes Šarec. Razočarala ga je predvsem Nova Slovenija. Tonin je prišel k meni na predvečer, se pravi 21. junija zvečer, ker 22. junija je bila konstitutivna seja Državnega zbora, in je rekel, imam idejo, da bi me podprli za predsednika Državnega zbora. Sem rekel, glej, jaz niti nimam nekaj proti, če boš ostale prepričal. In je šel celo Karel Erjavec takrat preko sebe in je podprl Mateja Tonina tudi za predsednika Državnega zbora. Nova Slovenija je od pogajanj odstopila. Ne spomnim se, kaj je sploh bil izgovor, je pač seveda figa v žepu. In koliko k dolgotrajnim pogajanjem prispevajo tudi različne želje po položajih. Apetiti po ministerskih stolčkih in drugih funkcijah. Ja, to je normalno, to se vedno dogaja, ti apetiti so veliki, vendar v proporcionalnem volilnem sistemu je več ali manj jasno, ne, koliko komu pripada. Potem se pa seveda išče najboljše rešitve. Včasih je seveda kdo preambiciozen pa želi kaj več, vendar načeloma se te apetite da na koncu ustrezno omejiti. Se morda kdaj, prav zaradi velikih želja, bohotijo ministrstva. Največ jih je bilo doslej v prvi Peterletovi vladi, in sicer 26. Najmanj, to je 12, pa v 10. vladi, ki jo je vodil Janša. A Šarcu pri Novi Sloveniji ni pomagala niti velikodušnost. Imeli so že predsednika Državnega zbora, pa mislim, da 2 ali celo 3 resorje. Za obrambo bi bil Valentin Hajdinjak. Vse vlade so bile koalicijske, med partnericami pa pogosto trenja izstopi. Od 15 vlad so cel 4-letni mandat zdržale le 3 oziroma 3 premijeji: Janez Drnovšek, Janez Janša in Robert Golob. V Ropovi vladi je počilo zaradi stranke SLS. Ena od zavez koalicijski pogodbe je bila sprememba volilnega sistema. Na koncu SLS na to ni pristal. In to je bil tudi eden od vsebinskih razlogov, zakaj je kasneje prišlo do razpada oziroma izločitve SLS-a iz koalicije. Vendar to ni bil edini razlog. V največ vladnih koalicijah, kar 9 je sodelovala stranka Desus, sicer največkrat jeziček na tehtnici. Saj veste, kako pravijo, kaj ima ta Pahor pa Janša skupenega. Aj pa? Rjavca. Pa tudi to, da jo oba pustil na cedilu.
Šarcu je delala težave Levica. Tudi sicer so bile napetosti v koaliciji, zato je na koncu odstopil. V naši vladi, ko si zadnjega prepričal, se je že prvi premislil. In komu je doslej uspelo prekrmariti vladno ekipo do konca mandata, brez sprememb na krovu? Le dvema. Janezu Janši v mandatu 2004-2008 in Robertu Golobu v zadnjem mandatu.